kot noji tiščar glavo v pesek, so rekli, ja, to je pa poletje, ki ga bomo imeli enkrat na 500 let, ne. Po 23 letih bomo imeli poletje, ki ga bo preseglo. Nismo imeli pa tako visokih temperatur, kot jih imamo v letošnjem letu. 4. avgusta smo imeli 40,2, 5. avgusta pa 40,65. Recimo reka Soča v tem obdobju bi morala imeti nekje 45 kubikov na sekundo pretoka, pa jih ima zgolj 15 kubikov na sekundo. Tako da to se odraža v gospodarstvu, ne? In to je tisto, kar po moje poslovni svet podcenjuje. Zdaj imamo 5 vročinskih valov v letu, ne? Mislim, tukaj govorimo že o pol milijarde, tudi 5 do 6% BDP-ja. Mislim, to je pa grozljiva številka, ne? Ampak, če se zgodi prej, bo to ceneje, bo to mileje, bo to bolj modro tudi, ne? Lepo pozdravljeni v novem aktualnem SBC-jevem podcastu. Tokrat bo govora o vročini, o vročinskem valu, o rekordnih temperaturah, o rekordno nizkih vodostajih rek doma in v Evropi, o posledicah v kmetijstvu, sadjarstvu, kakšne so posledice, ko gre za energetiko, ko gre pravzaprav tudi za naše vsakodnevno življenje. Zadnji podatek, sicer iz leta 2022, ko smo zadnjič imeli takšno vročinsko obdobje, je, da je v Evropi v tem času umrlo več ljudi, in sicer 60 tisoč več kot v povprečnem poletju. Si predstavljate, kaj bi bilo, če bi rekli, da je zaradi neke bolezni v tako kratkem času umrlo v Evropi 60 tisoč ljudi? Verjetno bi se kar resno pogovarjali o epidemiji. Vprašajte se, kako produktivni ste v zadnjih tednih, ko so zunaj temperature nad 35 stopinjami, in kakšno je vaše počutje ali pa kakšno je počutje vaših staršev ali starih staršev. To je realnost, na katero so mnogi opozarjali že pred desetletji, pa smo raje govorili o tem, da je vse skupaj morda celo kakšna zarota. No, tokrat bomo govorili o številkah in o posledicah temperatur, suše in še česa v zadnjih tednih. Z nami so 3 gostje, vsak iz svojega področja, ki vse to zelo dobro pozna, spremlja in tudi živi. Na moji desni Lučka Kajfež Bogataj, en lep pozdrav. Pozdravljeni. Na moji levi profesor dr. Metka Hudino z Biotehniške fakultete, en lep pozdrav. Pozdravljeni. In pa dr. Matjaž Eberlinc je pa izvršni direktor proizvodnje na HSE-ju, en lep pozdrav. pozdravljeni. Zdaj je prijetno tukaj sedeti, a ne, pod klimo. Drži. Kdo od vas ima dobro klimatizirano pisarno in na kakšno temperaturo imate nastavljeno, da vidim? Ja, jaz sicer zdaj pisarne neposredno nimam več, ne, doma klime nimamo, ampak se pač zadržujemo potem od klasika, ne, malo senca, pa seveda glede na to, da mi ni treba ravno biti v službi, ne, čim bolj ven iz mesta, ne, ob vodi, to so pač lokacije, kjer se lažje preživi. Tudi mene tam najdete te dni, pa pod Velikim Orehom pri mojih starših, tam se da preživeti. Vi, kako je na Biotehniški fakulteti? Ja, mi en del stavbe je nekako klimatiziran, en del ne. Tam, kjer pač imamo možnost, nastavljamo zdajle temperaturo 25-26. Moram reči, da sem bolj za tistih 25-26, ne nižje, ker sem malo bolj zmrznjene narave, pa mi ustreza tudi poleti nekoliko višja temperatura. Ja, je pa zunaj, je pa res zelo vroče, bilo je prejšnji teden zelo vroče, ta teden zgleda, da bo zopet. Tudi vroče, ne? Tako je. Ja. Ja, nič. Kje začnemo? Začnemo pri kmetijstvu morda, pri tem, kar vidimo, pa potem se sprehodimo še vse ostalo. Ko se danes peljemo po slovenskih cestah, gledamo levo in desno na polja, je slika kar žalostna, ne, morda je to še kar lepa beseda. Koruza nizka, praktično je ni. Greva najprej na poljščine. Kaj opažate, kakšne so realne posledice? Ja, koruza, ki je bila že omenjena, se suši, klasi niso izpolnjeni, zrna, če so prisilno dozorela, so manjša, tako da pridelek bo izredno majhen, tisto, kar je bilo predvideno za silažno koruzo. Zdajle čakajo, da bodo kakšne padavine, zaradi tega, ker je enostavno presuho, da bodo lahko posilirali in dobili na tak način neke hrane za živali. Tisti, ki pa so imeli ta leta do sedaj prakso, da so po
žetvi pšenice ali pa ječmena še dodatno posejali koruzo za silažo potem v jeseni, je pa ta koruza tam višine 30 centimetrov popolnoma spremenila že barvo, to ni več tista lepa zelena barva, ampak je že gre barva proti popolnoma suhi rjavi barvi. Če greva k številkam, takšne suše, morda zadnjo pomnimo 2022, kar nekaj jih je že bilo. Kaj je razlika tokratnega obdobja v primerjavi z ostalimi, ki smo jim že bili priča? Ja, če pogledamo zadnjih 30 let ali pa mogoče še kakšno leto več teh suš smo že imeli, nismo imeli pa tako visokih temperatur. Jaz se spomnim, že leta 1990 smo začeli govoriti o tem, da je potrebno narediti namakanje, pa namakanje, pa namakanje, pa smo se potem čez 10 let zopet pogovarjali. Vemo, da smo imeli tam 1992-94 suše, imeli smo jih potem 2003-2004, pa kasneje, zdaj vse dejansko v vsakem desetletju se najdejo vsaj 2 leti, ki sta sušni. Nismo imeli pa tako visokih temperatur, kot jih imamo v letošnjem letu. Za primerjavo, lansko leto smo imeli doma v nasadu 2 ekstremno dneva z visokimi temperaturami. To je bil 25. junij, ko smo imeli 37,7, to je bilo zelo visoka temperatura, no, potem je sledil naslednji dan 26. junij, ko smo imeli 38,5, pa smo mislili, tako, zdaj smo pa to dosegli, zdaj pa ne bo več. No, v letošnjem letu 4. avgusta smo imeli 40,2, 5. avgusta pa 40,65. In tako visoke temperature seveda zelo negativno vplivajo in tudi naredijo škodo na vseh kmetijskih pridelkih, ki se takrat nahajajo bodisi na njivah, v nasadih, v vinogradih, tako da ta škoda je kar precejšnja. Zdaj, kolikšna bo točno, še bomo ugotavljali, zdaj pri koruzi se bo kar hitro videlo, medtem ko v sadjarstvu pa vinogradništvu še pa treba kakšen mesec počakati. S tem, da upamo, da bo pa vseeno prišlo mogoče kaj kmalu, kaj padavin. Zdaj sva pri drugih podatkih, ko gre za pretoke rek. Morda najprej evropska slika. V Evropi 4 največje reke so na rekordno nizkih vodostajih. Morda se nam zanimivo zdi poročati o ostankih 2. svetovne vojne, pa še kdaj prej, kaj vse smo zdaj našli v Donavi. Hkrati pa tudi že slišimo, kaj pomeni, ko Donava ni prevozna, ko ne moremo voziti. Vemo vendarle, da je za Nemce Donava ključna, ko gre za marsikatero prehransko stvar, ko jo peljejo tam, tudi Italijani. Kakšne so posledice te dolgotrajne suše, visokih temperatur, ko gre za vodostaj slovenskih rek in potem to prelite seveda v energetiko? Ja, skupina HSE, kot verjetno veste, je večino proizvodnje ima iz hidroelektrarn in iz tega naslova smo odvisni od hidrologije, to se pravi od pretokov. V letošnjem letu mi že od samega začetka leta beležimo precej slabše razmere kot običajno. Predvsem se to izkazuje v snežnih razmerah, ki za nas predstavljajo določeno akumulacijo, sploh v teh spomladanskih mesecih. In v letošnjem letu je bilo teh snežnih padavin bistveno manj kot v preteklih letih. In posledično se je to tudi odrazilo v spomladanskih mesecih, ko teh zalog ni bilo, in hkrati tudi padavinskih vod. In to se še vedno nadaljuje in trenutno beležimo nekje na malo manj kot četrtini polne zmogljivosti, ki bi jo lahko dosegle naše hidroelektrarne. Zdaj seveda temu se prilagajamo tako, da proizvodnjo običajno nudimo iz hidroelektrarn v jutranjih in pa večernih konicah in znotraj dneva seveda, ko je dosti sončnega obsevanja, to nudimo z sončnimi elektrarnami. In to se sproti prilagaja in posledično bomo verjetno tudi v prihodnje morali naše plane temu prilagajati.
Se vidite, tako kot ste sami omenili, da so reke skoraj presahale. Pri nas niti ni taka izrazita poslabšanje, seveda so pa ti pretoki bistveno manjši kot od dolgoročnega povprečja. Recimo reka Soča v tem obdobju bi morala imeti nekje 45 kubikov na sekundo pretoka, pa jih ima zgolj 15 kubikov na sekundo. Tako da, ja, tudi pri nas se odražajo te vplivi. Ja, zdaj pa k vam pridemo, ne. Midva se že kar dolgo časa poznava, velikokrat sem vas gostil v takšni in drugačni vlogi, vi ste pa vedno isto govorila, ne. Ta opozorila niso nova, zadnjič sem vas nekje poslušal, ste pa vse skupaj podkrepili še s številkami o ekonomskih številkah in posledicah, recimo, tovrstne katastrofe, lahko Ja. rečemo. Ko to gledate, vas to ne preseneča verjetno, ne? Ne, žal ne, ne. In tudi ta govorjenje, ne, o izjemnosti tega leta, ekstremnosti, mislim, dejansko to je del trenda, a ne. Zdaj se spomnim leta 2003, ko so recimo tisti, ki v podnebne spremembe nekako so jih kot noji tiščali glavo v pesek, so rekli: "Ja, to je pa poletje, ki ga bomo imeli enkrat na 500 let, ne." Po 23 letih bomo imeli poletje, ki ga bo preseglo, ne. Kaj hočem povedati? Povratne dobe so se zmanjšale, verjetnost, da suša recimo nastopi, se je povečala tudi za 60 do 70%. Vprašajte zavarovalničarje, kaj to pomeni, da je neka verjetnost dogodka se poveča za tako, ne. Tako da ne, ni presenečenja, ne. Je pa res, da pri suši, a ne, tudi nekaj izkušenj, ki jih ljudje imajo, klimatologija opozarja tudi še na druge mogoče razlike, ne. Ja, imeli smo suše, seveda, ampak te suše so bile regionalne, ne. Primorska, severovzhodna Slovenija, danes je cela Slovenija sušna, ne. To se pravi, suša zajame bistveno večja območja, nenazadnje jaz prihajam z Gorenjske, ne. Gorenjska je stepa ta hip, ne. Mislim, ne moreš verjeti, kako malo vode in kako visoke temperature, a ne. Seveda, zdaj to se odraža v gospodarstvu, a ne, in to je tisto, kar po moje poslovni svet podcenjuje. Namreč kmetijsko recimo škodo bomo ocenili, pa bo mogoče znašala nekaj odstotkov BDP-ja, ne. Ampak poglejte škodo na infrastrukturi, na tirih, na asfaltih, na pregrevanju materialov. To ni ta hip tako vidno kot tista koruza, ki je rumena, ne, ampak to propada in ti stroški se samo akumulirajo. Stroški zdravstva, ne. Tukaj ne gre zdaj samo za te, ki umrejo v vročini, ne. Imamo kronične bolnike, ki pač bolujejo dalj časa. Nižja produktivnost je omenil. Večja nevarnost nesreč delovnih ali pa kar delovne nesreče. Pojdimo po Sloveniji na gradbiščih. Koliko neobičajno veliko nesreč je bilo, ne. Jaz bi to tudi povezala. Da ne omenjamo na koncu nasilja, ne, družinskega nasilja, ker dejansko vročina ljudi dela bolj živčne, bolj nestrpne, ne. Skratka, vse to v seštevku, a ne, je Evropska okoljska agencija ocenila, da recimo en vročinski val, pa niti ni tako ekstremen, kot je bil tale, ne, ki je trajal skoraj 14 dni, ne, ampak en povprečni vročinski val povzroči državam med 10 in 120 milijoni škode, ne, evrov. En vročinski val. Zdaj imamo 5 vročinskih valov v letu, ne. Mislim, tukaj govorimo že o pol milijarde, ali pa če to obrnemo v BDP, ne. Seveda nam bojo podnebne spremembe, ki pač letos se kažejo v sušah, spomnimo se poplav, ne, nam bojo jemale tam nekje najbolj pesimistična ocena do sredine stoletja tudi 5 do 6% BDP-ja. Mislim, to je pa grozljiva številka, ne, ker končen koncev, koliko damo za znanost, koliko damo za obrambo, ne. 2% je že ogromno, ne. 5%, ker nismo prilagojeni, ker problem odrivamo, ker čakamo, da bo bolje, pa da bo prišel neki cikel, ne, recimo, vem, da je v vašem občinstvu veliko ekonomistov, ne. Ja, v ekonomiji so neki cikli, ne rečem, pri podnebnih spremembah se ne bo začelo zdaj hladiti, ne. Ta logiko prenesti na podnebje, češ zdaj smo imeli vroče, no, pa prihaja, ne bo, ne. Tako da ja, ne gre več za okolje, za naravo, ne vem kaj, gre dejansko za našo kakovost življenja, za posel, ne. A vas je presenetilo, ko smo letos morda prvič zares začeli poslušati tudi, ko so rekli: jedrska elektrarna Krško, damo na 80% proizvodnje, na Madžarskem na primer so jo ustavili, v Romuniji so razstreljevali tam, da je voda vendarle hladila.
A je to nekaj, kar se vi, ki ste v poslu, ko skrbite za energetiko, začnete pa drugače pogovarjati, ne? OVE je prej veljal za nedotakljiv in edino rešitev, na primer, ko gre za prihodnost, prilagoditev, zdaj se bo pa tudi tukaj treba prilagoditi, ne? Mislim, ja, zdaj vse te spremembe, ne, ki se dogajajo, jih mi smo že zaznavali, ne, v teh zadnjih 10 letih, recimo, je bila leta 2022 izrazito sušno in posledično tudi, nižja proizvodnja. Ampak v letošnjem letu zaznavamo, vsaj do zdaj, recimo julija bo še slabše, realizacija proizvodnje, kot je bila leta, 2022, ko smo imeli, ne. Skratka, naš cikel je, konstantno prilagajanje. Seveda je pri nas, OVE proizvodnja kot taka, obnovljivi vir energije, je primarna, je hidroelektrarne, ampak ni edini vir, s katerim, lahko mi proizvajamo. Tukaj je še sončne, vetrne elektrarne so sicer en vir, ki ga v Sloveniji še ne izkoriščamo tako izrazito, ampak vseeno obstaja. Ampak, je pa še tretja možnost je, da to energijo akumuliramo in to mi s pridom izkoriščamo s črpalno elektrarno, ki jo imamo v lasti, to je na Avčah, in ta, to vodo akumulira, v zgornjem bazenu, ki jo koristimo, ko je potreba. Skratka, vse te spremembe, ki se dogaja, se mi tudi, z njimi prilagajamo. Kar se tiče pa nuklearke, seveda, ta je v lasti drugega stebra, in, imajo svoja pravila, okoljska dovoljenja, po katerih se morajo, držati, in imajo določene tehnične možnosti, s katerimi lahko, znižujejo okoljski vpliv, ampak do neke mere. In tako kot sta kolegici že prej, povedali, da v letošnjem letu smo imeli tako dolgotrajno sušno obdobje z visokimi temperaturami, da tudi pretoki rek ne omogočajo več, da bi se ta temperatura rek znižala, ki se v nuklearki uporablja za kot hladilno sredstvo, a ne. Skratka, prilagajanje že odkar, jaz v bistvu delam na tem področju, so pa to dolgotrajni postopki, a ne. Tako ko, pri gradnji vseh objektov, se tudi mi soočamo z izzivi, predvsem pri novogradnjah, to govorim, ne. Skratka, A lahko podvprašanje, če bi normalno delali v Sloveniji v tem trenutku, se pravi, da ne bi bili na dopustih, da so šole prazne, da so tudi tovarne morda na letnih dopustih, bi imeli težave z elektriko v Sloveniji? Po naših ocenah, mislim, da ne. Je res, kar ste omenjali, da, so počitnice, dopusti in industrija nekoliko manj, je produktivna in posledično je tudi, poraba energije, manjša. To se seveda odraža, je pa na drugi strani seveda zaradi hlajenja pa poraba vseeno nekoliko, višja. Tako da to se, vseeno, nekoliko zbalansira. Vendar, glede na to, kar ste vprašali, je pa, po naši oceni ni ogrožena oskrba z električno energijo, ker elektroenergetski sistem Slovenije, ki ga upravlja pri nas Eles, je vpet v, celotno, evropsko, omrežje in posledično lahko, manko nadomeščamo z, nakupom, energije tako znotraj, Slovenije kot, zunaj, A lahko a ne. samo eno, podvprašanje oziroma opombo, ne. Samo nekaj je, ne, ko je vročinski val, ni samo Slovenija. Točno isto situacijo ima Italija, jo ima Francija, da ne rečem Romunija. Kako bo pa ta sistem zdržal, ne, in vsi klime prižgejo, ne. Se pravi, ta nestabilnost, mislim, da se je, mislim, da v prvem vročinskem valu, ne, tista izpad v Španiji, a ni bila tista zadeva zelo podobna temu, da pravzaprav sistem enostavno ni prenesel, ne?
Analize jaz nikoli nisem videla. Takrat se je krivilo neke obnovljive vire energije, ampak jaz mislim, enostavno je bilo prevroče, prezgodaj in sistem ni zdržal. Ne vem, no. Govorimo o lani. Ne? Ja, ne, letos, Letos. točno letos, ve, aha. o čem govorim. Ja. No, kar se tiče prvega podvprašanja glede zagotavljanja iz regije, ne, seveda, če se soočamo z dolgotrajno sušo in je regija primerljiva, seveda so tudi izzivi drugje. Vendar se moramo zavedati, da imamo tako robusten sistem in tudi kapacitete, ki so v bistvu rezerve, so nam na voljo. Ne samo nam kot proizvajalcem, skupini HSE, ampak tudi Elesu, ki mora vzdrževati omrežje, da obratuje. Skratka, kapacitet tako v Sloveniji kot v regiji je zadost, da se te po potrebi lahko zaženejo. To predvsem govorim o taki primeri so plinske elektrarne, pri nas je taka rezerva v termoelektrarni Brestanica, ne, ki lahko v vsakem trenutku v roku 15 minut zažene. In tako da, recimo primer bom povedal, ne, največja potreba po električni energiji je nekje ocenjena 2000 megavatnih ur, naše kapacitete so pa preko 4000 megavatnih ur. Ne. Sicer iz različnih virov, ampak so pa na voljo. Se pravi, to je prvi del odgovora na vaše vprašanje. Kar se tiče pa španskega primera, ki se je pa zgodil, pa tudi jaz nisem videl konkretnega poročila, ki so ga pripravljali. Je prišlo pa do razpada omrežja med španskim operaterjem pa francoskim operaterjem in so bili, mislim, da skoraj en teden brez električne energije. Natančnega vzroka pa tudi niso sporočili. Ali je bil dejansko posledica preveč proizvodnje iz OVE, ali je prišlo do izpada kakšne večje enote, pa niso sporočili. Tako da, ja, tudi taki primeri se dogajajo. Eden tak je bil pred leti ravno v naši bližini, ko je sistem razpadel na dva dela, to je bilo tam pri Zagrebu, je razpadel ravno, ker je bila južni del Evrope je imel več električne energije kot severni in se nista mogla poklopiti, a ne, ker omrežje vzdržuje ena frekvenca, to je 50 hercev, in ta mora biti enaka v celotnem. In to je tukaj je prišlo do razpada tega omrežja in sta se razdelila na dva dela. Če smo že skočili na celotno evropsko sliko, pa če greva zdaj morda k prehrani, ne. Kmetje opozarjajo, da bo letošnja letina marsikje res rekordno slaba. Kar nekaj kmetov je že iz svojih hlevov dalo tudi svojo živino, zato ker pač nima, ko preračuna do konca leta, dovolj krmila. To pomeni, da je v mesnicah v tem trenutku veliko živali, cene seveda padajo. Koliko se bo to poznalo na ceni hrane? Bral sem kar nekaj teh študij, da zdaj je prezgodaj o tem karkoli govoriti, vendarle hrane je dovolj, vsega, pa tudi Evropa ni tako močan pridelovalec hrane, kot bi si sami želeli priznati. Ampak vendarle posledice pa bodo že, če gremo na tržnico, pa vidimo, da kmetje na primer nimajo doma lastne proizvodnje, ker je bila suša. Ja, posledice sigurno bodo videne že zdaj v jeseni. Cene lahko gredo zaradi posledic suše, visokih temperatur tudi do 30% navzgor, ne navzdol. In zdaj, koliko bo trenutno, je zelo težko reči. Je pa tudi res, da Evropa ni samooskrbna, da o Sloveniji sploh ne govorim, ker smo z sadjem manj kot 30% samooskrbni, z zelenjavo tam 30-32%. In seveda tudi z mesom nismo, vsemi vrstami mesa nismo samooskrbni, kar pa seveda potem bo povzročilo še dodaten pritisk na cene, ker bomo prisiljeni uvažati hrano, doma je sigurno ne bomo pridelali dovolj, ne glede zdaj na sušo pa na te visoke temperature. In tukajle mislim, da bi morali zelo veliko narediti na večji samooskrbi, da
takrat, ko nas doletijo bom rekla, ti neljubi dogodki, ti izzivi, imamo nekoliko več hrane le na voljo. Podvprašanje že dr. Lučka Kajfež-Bogataj je omenila zavarovalnice, ki se morajo zdaj spopadati z izrednimi dogodki. Sam bi pa priključil temu še na primer namakanje, ne. Rekli ste, 30% smo samo, ko gre za sadjarstvo, samooskrbni. Koliko namakamo na primer, ne? Koliko torej se prilagajamo temu, kar nas zdaj večkrat v desetletju doleti? Ja, že prej sem omenila, da smo 35 let nazaj govorili na veliko o tem, da je potrebno narediti namakalne sisteme. Žal imamo v Sloveniji 11% nasadov namakanih, nekoliko boljša je situacija pri jagodah in pa ameriških borovnicah, ker tam dejansko pridelave si ne moremo zamisliti brez namakanja. Medtem ko jablane, ki je trenutno imamo še največ, pa je ta delež bistveno manjši, nekje tistih 11%. Še slabše je pa z oroševanjem. Oroševanje smo pa tam na tistih bogih 2-3%, kjer bi lahko tudi zdaj to oroševanje izkoristili za hlajenje samih rastlin. Na ta način bi tudi dodali lahko rastlinam, drevesom več vode, kajti po izkušnjah, ki jih imam zadnjih 14 dni, tudi tistih 10 litrov na drevo ni dovolj. To, kar lahko dodamo na dan s kapljičnim namakanjem, s tem, da se namaka vsak dan. Pa namaka se zato, da rešujete drevesa ali sadeže v tem trenutku? V tem trenutku rešujemo drevesa, plodovi so zaključili z rastjo, dejansko so v enem stand-by situaciji in trenutno se nič ne debeli. Problem bo, če bo prišlo malo več dežja, malo večje količine padavin, ker bojo potem ti plodovi se prehitro začeli debeliti in znajo tudi pokati. Zdaj, Evropa je celina, ki se najhitreje segreva, ne? Tudi to ni neka novost. Zadnji posnetki iz Kopernikusa tudi nam kažejo to resno sliko. A vas takšni podatki, ne vem, 11% samo namakalnega sistema, ko gre za sadje, pa tako radi govorimo o samooskrbi, a ne, to je leva, desna politika, vedno polnih ust. Ampak ko pa pride suša, ne, se vprašamo, elektriko bomo imeli, hrano bomo imeli, samo ko bomo pa plačevali, se bomo pa držali za glavo. Zdaj sprašujemo o ukrepih, ki jih še lahko naredimo, prilagoditev, ker da bi se kaj spreminjalo, smo zamudili verjetno, ne? Ja, seveda blaženje podnebnih sprememb bi bilo tudi nujno, ne. Tukajle seveda zdaj z nastopom svetovne politike tipa Trumpa, če tako rečem, ne, je pač skrb za naše izpuste nekako šla v pozabo, ne, ampak veste, prilagajanje, lepo je reči, ne, saj se bomo pa prilagodili, ampak prilagajanje ima svoje meje, ne. Bom povedala recimo primer Benetk, da bojo vsi razumeli, ne. Zdaj, morje se dviga, ne, in seveda prva prilagoditev, ki so jo tudi Benečani naredili, so pregrade, ne. Zid, ki recimo skrbi, da Benetke ne poplavi prepogosto, ne. Ampak inženirji so točno povedali, mi lahko zgradimo sistem, ki bo branil 40 centimetrov dviga. Če se dvigne več, ga ni inženirskega sistema, ki bi Benetke rešil. Ampak take meje so povsod, tudi pri namakanju, tudi pri, ne vem, hidroenergetiki, ne. Se prilagajate, ampak nekje pridemo do točke, ko se ne bo dalo, če ne bomo podnebnih sprememb blažili, ne. Tako da ja, blaženje bi bilo absolutno nujno, ne, ampak tudi pri prilagajanju, a veste, so stvari pravzaprav zelo, zelo počasne, a ne. Zdaj, ko omenja Metka, a ne, stvari izpred 20 let, recimo strateški pristopi, kako se prilagoditi, so nujni, a ne, in recimo leta 2008 je bila izdelana strategija prilagajanja kmetijstva slovenskega, Biotehniška fakulteta je sodelovala, pa tudi strokovnjaki drugje, ne, ker ni šlo samo za kmetijstvo, imamo tudi gozdarstvo, ne pozabiti. Mi govorimo zdaj, ne, nam gozd že itak ni v kondiciji tip-top, ne, zaradi drugih dejavnikov, zdajle nam ravno tako gozd propada in se suši, a ne. Ampak ta strategija seveda je bila zelo preprosta in seveda je tu zahtevala potem akcijske načrte za finančno strukturo, ampak dejansko je zahtevala kar velike premike, ne, recimo, ne bom zdaj govorila v detajlih, ampak sigurno, ko bomo mi namakali, ker bomo morali namakati, verjetno travinja
In koruze ne bomo namakali, ker se ekonomsko ne izide, kar pomeni, da je naša živinoreja tista, ki bo trpela, kar pomeni, da morda imamo mi živinoreje preveč, ne. In ne moremo prilagoditi 70 krav na hektar, če se malo pošalim, na neko podnebno spremembo, ki jo imamo, a ne. To so nepopularne stvari in zato je politika za politiko, vlada za vlado kmetijsko prilagajanje nekako odrinila. Druge stroke, ne, pa te strategije sploh niso niti naredile, ne, kje je strategija zdravstva, kako bomo delali, ne, so neka opozorila, ne, ampak a veste, to ni strateški pristop. Nenazadnje, če vas izzovem, a ima elektrosistem oziroma energetika slovensko strategijo prilagajanja? Kaj bo pa z biomaso, ne, marsikdo ne, drv ne damo. A mislite, da bo gozd kar proizvajal biomaso, ne? Gozd, kakršen je, nam bo prej zgorel, kot provociram, ne? Tudi taka zelo paradna konj vsakega gospodarstva energetika po moje nima jasne strategije. Ker zakaj? To vodo si morate deliti, ne. Ni voda samo za vas, ne, voda bo za namakanje, voda bo za gašenje požarov, turistični delavci bojo rekli: "Mi rabimo vodo v rekah za turiste, vode pa ne bo", ne. To se pravi, ne samo, da bi mogle biti strategije oblikovane, ampak tudi zelo med sabo usklajene, ne. Če ne bo nekdo videl svojih 5 minut, ne, in bo jemal vodo ali kaj drugemu, a ne. Tako da mene resnično to žalosti, ker, prilagajanje tudi ne gre čez noč. To so, kot sem rekla, da ti recimo neko strukturo kmetijstva spremeniš, to je generacija. To more oče pa sin zamenjati se, da lahko kaj takega sploh v Sloveniji bo šlo, a ne. Tudi v energetiki ste počasni, ne morete kar zdaj, ne vem, akumulacijske sisteme ali pa recimo baterije ali karkoli. Sliši se dobro, ne, bomo pa baterije imeli pa, kako bo neka Ljubljana, na kakšnih baterijah bo, Vas ne, nisem jaz živela. izzval, ampak, Ne, saj, mislim, da je kar konkreten izziv, ampak ja, mi spreminjamo strategije, seveda se prilagajamo, temu, predvsem je v ospredju fleksibilnost. Ja. Fleksibilnost v proizvodnji, in akumulaciji ali pa hranjenju, ne. Omenili ste baterije. Ja, tudi eden izmed načinov, kako shraniti, energijo, so baterije, ampak to ni edini možen, vir. Omenili ste tudi biomaso. Ja, v končni fazi tudi, biomasa je neke vrste hranilnik električne energije, če jo ne, kuriš, a ne. Potem imamo v strategiji imamo izgradnjo še drugih, črpalnih hidroelektrarn, ne. Najbolj v ospredju je črpalna hidroelektrarna Kozjak, ki jo, imamo v našem, dolgoročnem planu. In seveda, pri fleksibilnostih se ne oziramo samo na en vir. Tukaj so seveda hidroelektrarne, ampak tudi sončne elektrarne in tudi en delež vetrnic. Tam je pač, nekoliko izziv, umeščanje teh, ampak se vseeno, izvajajo, in se trudimo, da bi tudi to, izvedli. Ampak kot rečeno, zaradi vseh sprememb, ki so se zgodile, je fleksibilnost v ospredju. Ni več tisto, da imamo proizvodnjo iz tega vira, ne, ker, v preteklosti je bila Slovenija, recimo razdeljena na tretjine. Se pravi, tretjina je prišla iz hidroelektrarn, tretjina iz jedrske energije in tretjina iz, termoelektrarn. Tudi če bi imeli tak način, še do zdaj, ni nujno, da bi bil, ustrezen. Zato je poudarek na fleksibilnosti, to se pravi na, akumulacijah. Da imaš ti v določenih urah, to je običajno zjutranja konica, ko vsi vstanemo, ali pa zvečer, ko pridemo vsi domov, a ne, ke je tudi poraba večja, da imaš takrat zadostno količino energije. A imate podatek, dobro ste prej rekli, ne, včasih smo imeli razdeljeno na 3 dele, kako je zdaj recimo sredi poletja razdeljena ta elektrika, Ne samo, sredi poletja, ampak lahko bi rekli tudi sredi dneva. Okej. V končni fazi, a ne. Ker, smo, v, preteklih letih precej vlagali v, proizvodnjo iz sončnih elektrarn. Ne samo mi kot večji proizvajalec, ampak tudi, končni odjemalec. In, se dogaja, da znotraj dneva, znotraj, največje sončne obsevanosti, da ta proizvodnja dosega tudi preko 50%.
Se pravi, recimo, da je proizvodnja iz nuklearke je v pasu, da se nič ne spreminja, zato je pa se pa prilagaja znotraj dneva iz hidroelektrarn, takrat, ko proizvajajo v Termoelektrarni Šoštanj, in pa seveda glede na proizvodnjo iz sončnih elektrarn. In znotraj dneva je ta pik, vrh, in takrat mi to proizvodnjo prilagajamo tako, da zmanjšujemo ali pa povečujemo, odvisno od potreb z ostalimi viri. Skratka, ja, celo v določenih primerih, kolikor sem spremljal, je bila ta proizvodnja preko 60%. Vse to zato izpostavljam, ker če se malce na vas navežem, še 20 let nazaj, ko je nekdo rekel, da je treba vlagati tudi v sončne elektrarne, smo imeli tudi glasove, češ kaj ti bo to. Danes pa lahko rečemo, da zaradi tega, ker smo vendarle šli in posamezniki in celotna HSE skupina ali pa slovenska energetika, je tak podatek nepredstavljiv še 10 let nazaj morda, Danes pa ključen, pri takšnem. Tako da se da. Gozd sva rekla, da še nismo obdelali, se strinjam. Danes, ko se sprehajamo po gozdu, se nam zdi, da smo jeseni, vse šumi pod tvojimi nogami. Kaj to zares pomeni za gozd? Samo, da je pač odpadlo listje ali da dejansko izgubljamo zdaj gozd? Enkrat sem za to mizo gostil, tudi se mi zdi, da je bila gospa iz biotehniške fakultete, ko je rekla, smreke tako ali tako niso del našega gozda in te se najtežje prilagodijo na 1, 2, 3 višje temperature. Ja, v gozdu lahko zdajle opazimo res rjavo listje, ki odpada, kajti gozdna drevesa, zlasti listavci, zdajle trpijo sušo, trpijo stres, doživljajo stres, in s to sušo, s prizadetostjo samih dreves, seveda imajo večjo moč tudi kakšne bolezni, škodljivci, ki se pojavljajo in še dodatno poškodujejo drevesa. In vprašanje je, kaj bo iz teh dreves naslednje leto. Mogoče en del se bo opomogel, se bo obnovil, en del pa žal propadel, kar pomeni, da bomo imeli zopet tisto biomaso, nekje suha drevesa, ki jih bo potreba odstraniti z gozda, in seveda tudi uporabiti za mogoče manj vreden les, pa za tisto, kar bi lahko. Več bi lahko tukajle iztržili, tudi čisto ekonomsko, če bi. Ja, jaz se spomnim analize gozdarske suše 2-3, evropske. Dejansko je do 2008, 5 let je gozd evropski čutil posledice te suše. To ni tako, kot mi pozabimo, ko jesen pride. Z manjšim prirastom pa s to večjo ranljivostjo, za podlubnike, za vetrolome v končni fazi, ki tudi pridejo še. Ja, vse enako imamo tudi v nasadih, ko gre za večletne rastline, za drevesa, ne glede ali so to gozdna ali so sadna drevesa, je dejansko učinek enak, in tudi v sadjarstvu se srečujemo z novimi škodljivci, ki prihajajo, imamo ugodnejšo klimo za to, uvozimo zaradi globalne trgovine, pripeljemo v trgovine in v okolici trgovskih centrov, nam že se razmnožujejo škodljivci, ki praktično nismo do zdaj poznali in seveda tudi nam povzročajo gospodarsko škodo. Vem, da je to bolj lepotnega pogleda ali pa vrednosti, ampak vendarle tudi, ko gre za senco in nižanje temperature, ampak po mestih zdaj vidim gasilce, ki zvečer pridno zalivajo, ne povsod, ne po vseh občinah, na žalost, A se vam zdi tudi nenavadno, da se vendarle kot država ali pa tudi stroka z občinami ne dogovorijo, glejte, takrat se začne zalivati, toliko vode je treba dati na drevesa, ker ko po ulicah drevo propade, to drevo je pa verjetno končalo svojo pot, pa tudi za biomaso ni, ker gre za mala drevesa. Ja, to je zdaj odvisno od kmeta, kmet ve, kdaj je treba začeti namakati, ne ko je suša, ampak je treba predtem že rastline. Je bolj malo pametnih kmetov, očitno, v kakšnih. Ja, zdaj tisto, jaz mislim, da kmetje kar vejo, če imajo le vodni vir. Kmetje, zdaj sprašujem morda še za občine, ko je tisto treba. kar je pa, bom rekla, urbana hortikultura, je pa odvisno od vzdrževalca tistih dreves. Ali se pozabi na tista drevesa in potem, ko že pokažejo znake, to pomeni, da je že res hudo. Če nam samo drevo pokaže znake, potem pa res rešujemo mogoče samo drevo, pa nič druga več, da bo preživelo.
Ministrstvo za infrastrukturo. Kje pa je ta strategija prilagajanja, ne? Kdo je odgovoren za mesta? To se pravi, smo spet pri istem, a ne? To so stvari, ki so pač nove danosti in je pač mesta treba zalivati. Pa ne samo drevesa, ne nazadnje tudi igrišča, pa kakršnekoli parkovna površina, kjer je edina dejansko orožje ljudem, da v mestu lažje preživijo. Ne? To so vse stvari, ki morajo biti nekje napisane. Ne da bo zdaj tisti, ne vem, gasilec od njegove dobre volje odvisno. To mora narediti, ker je država to prepoznala kot neko dejavnost, ki mora biti. Pika, konec, ne? Skratka, vse zelene površine, ne, Ja. bi morale biti vzdrževane, No, ker v končni je tudi en tisti Seveda. blažilec, To je blažilec ja, visokih ja. temperatur, ne, nekako ljudje se bojo tudi malo bolje Ja. počutili, ne. No, pa še mogoče to na gozd bi jaz dodala, ker je pa seveda največja tragedija po svoje, ker prej smo govorili o blaženju, a ne, in gozdovi so skladišče ogljika, a ne, to je najcenejše blaženje, ne, bistveno ceneje je posaditi gozd, pa ga obnavljati, kot pa zgraditi ne vem kakšen sistem, ne, od obnovljivih virov energije naprej, če gledamo, ne. In mi izgubljamo to, ne, Slovenija je za ponori v gozdu včasih celo kupovala emisijske kvote, a ne, nam je, bi rekel, so nam priznavali naše zdrave gozdove, bili smo tudi v fazi malo zaraščanja, ne, in smo sistem pravzaprav tudi finančne ugodnosti pridobili. Ne, zdaj, a veste, danes ima Evropska unija satelite in mi ne moremo razlagati, kako naš gozd raste, ker točno se vidi, a ne. To se pravi, jaz se spomnim enega pogovora z gozdarji, da je v skrajnih primerih, kot je recimo letošnje poletje, ker drevesa rastejo junij, julij, avgust, da se razume, ne, bojo naši gozdovi vir ogljika, ne ponor. Ne, ker bolano drevo v stresu CO2 spušča, ne. To se pravi, tule imamo spet ene zanko, ki pravzaprav še pospešuje podnebne spremembe, če nismo prilagojeni dovolj, a ne. Še eno vprašanje bi vprašal, vem, da se na Biotehniški fakulteti s tem veliko ukvarjate, prilagajanje, ne. Koruza smo že slišali, če ne bo koruze, ne bo krmila, če ne bo krmila, ni živali, zalivali jo pa tudi ne bomo, ker bi za prevelike površine in se to ne splača. Katere so tiste stvari, kjer bo najprej treba reči bobu bob in reči, okej, tega se ne moremo jeti, to se pa lahko gremo na našem. Kar se tiče poljedelstva, tiste kulture, ki jih poberemo, požanjemo pred sušo, to je sigurno eno prilagajanje. Drugo, je seveda, so namakalni sistemi, ki bi bilo potrebno, hitro narediti. Tisto, bom rekla, takojšnjo prilagajanje, to izvajamo, kot so recimo uporaba, blaženje stresov, recimo pri sadnih rastlinah, uporaba aminokislin, silicija zdaj za čvrstost celične stene, zato da kasneje pride, do poškodb. Potem imamo protitočne mreže, ki niso samo proti toči, ampak nam dejansko zdaj delajo senco in dejansko tudi varujejo plodove pred ožigi. Nekako 20% je manj teh poškodb, ne, ker tudi nekako 20% naj bi protitočna mreža prestregla tudi svetlobe. Tako da te stvari, se prilagajam. Potem je uporaba tudi kavlina, se poškropi, se naredi prevleka z gline in, nimamo poškodb. To so, bom rekla, hitri ukrepi, ki jih lahko naredimo od danes do jutri. Namakalnega sistema ne moremo narediti od danes do jutri, mislim, da vsaj 3 do 5 let rabimo, ne. Da naredimo en v nasadu, recimo en takšen, namakalni sistem, če je vodni vir blizu. Pozabljamo tudi na zbiranje deževnice. Jaz sem šla gledat, recimo za Novo mesto smo imeli, če gledamo 30-letno povprečje, od 1990, od 61 do 90, smo imeli 1200 milimetrov. V naslednjem 30-letju smo imeli 1181 milimetrov. Od 1981 do 2010 smo imeli 1171 ali 72 milimetrov, se pravi, mi dobimo letno količino. Razporeditev je pa seveda zelo, zelo neugodna. Enkrat jo dobimo preveč, ne, in takrat, ko dobimo preveč, je treba to vodo nekako skladiščiti. Zdaj, energetika to zelo dobro dela, ampak te stvari bomo morali početi tudi v kmetijstvu še malo bolj intenzivno. Ja, pa ne samo v kmetijstvu, ne, recimo zdajle, jaz sem slučajno, precej časa preživljala tudi ob Bohinjskem jezeru, ne, imamo požar, imamo traktorje,
kje zajemajo vodo med kopalci, mislim, v Triglavskem narodnem parku. Mislim, to je enostavno nedopustno, ne. Jaz razumem izjemne, kje so zdaj tiste vodne površine, ki bojo namenjene namakanju, ker ko je suša iz reke, ne moreš vzeti, podtalnice se itak, to se pravi, mi rabimo akumulacije. In spet akumulacije, ki se jih bo moral deliti kmet za namakanje, ki se jih bo morda, upam, kdaj delil tudi turizem, da bojo tam ribiči namakali, saj lahko, ne, ki bojo mogoče prišle ven prav v neki kombinaciji, ko bo vode preveč, recimo, ne. Skratka, spet smo pri usklajenih strategijah, kako vodo spraviti. In vem, da so bili tudi načrti narejeni na Biotehniški fakulteti za 5 takih multifunkcionalnih, ali kako bi rekla, zajetij, ampak spet smo tam. Treba je umestiti v prostor, treba je ljudem dopovedati, da zdaj, ko dežuje, ne, mislimo tudi na sušo, ampak to so vse napori, ki jih pravzaprav tukaj pa jaz zamerim našim vladam, a ne, da v te smeri ne grejo, ne. Dogovarjanja pač ni lahka stvar, ker to je nekaj novega in ljudje bojo, ne vem, od izgovorov, da bo več megle, ne, marsikaj smo slišali, ne, mislim, res trapastih stvari, ne. Ampak ko vode ni, jo ni, in če jo ne spravaš od zime, no, jo poleti pač ne boš dobil, no, to se mi zdi, da je pa jasno vsakomur. En izziv morda še za vas, ne, saj ste sami že 2-krat rekli, imamo sončne elektrarne oziroma sončno energijo pa vodno, pri tej vetrni, no, mora kakšno reči, in je ravno to umeščanje v prostor, nerazumevanje, a se vam zdi, da je tukaj največja rezerva tudi Slovenije še, ko gre za vetrnice? Zdaj, seveda, ko ti gledaš, potencial posameznega področja, moraš, najprej, izvesti meritve, ki trajajo 1 leto, minimalno. Takrat ti da pol vetrno sliko, na podlagi katere lahko ti trdiš, ali je območje primerno, ali ne. To, ko jaz poznam to področje, bi lahko rekel samo to, da sicer, Slovenija je kar sorazmerno vetrovna, ampak je vseeno vprašanje, ali je, ta, vetrni potencial ustrezno porazdeljen znotraj dneva, znotraj tedna, znotraj leta, a ne. Imamo ekstremne, ne, vremenske razmere, mislim, burja, recimo, ko piha, ne, je vprašanje, če je ta veter uporaben, za, vetrni potencial. Nekaj teh področij je bilo evidentiranih, ampak, je potem, vedno izziv, kako to umestiti, da zadostiš vsem okoljskim pogojem, vsem, tudi, pogojem, znotraj tistega lokalnega okolja. Skratka, tukaj v Sloveniji ni bilo še nekega preboja, narejenega, ne. Trenutno so v obratovanju, mislim, da 3 vetrnice. Mi imamo nekaj razvojnih projektov, ampak zadeve tečejo, zelo počasi tule. Želeli bi si malo hitreje, ampak, Ampak malo je tudi problem, ne, nam piha na hribih, no, po domače rečeno, na vzpetinah, ne, to ni blizu naselij, ne, mi rabimo tudi precej infrastrukture, da to elektriko potem pripelješ do uporabnika, a ne. In to so tudi posegi v nacionalne parke, malo manj, ne, ker končen koncev, ja, na vrh Karavan bi bilo super, ne, samo, a veste, to je tudi, bi rekel, neka vrednost, ki jo turizem vidi, v take vedute ne bile primerne. Pa še nekaj, no, mogoče čisto klimatološkega vidika, jaz velikokrat, govorim, da pač mi imamo to sončno stran Alp, ki je pa istočasno tudi zavetrna stran Alp, ne. A veste, če bi Slovenija bila dežela vetra, bi naši predniki imeli mline na veter, tako smo jih imeli pa mline na vode, ne, saj niso bili neumni. Edino nekaj je bilo mlinov v severovzhodni Sloveniji, Eden ne. še danes stoji. No, Ja. ampak a veste, dejansko to pove veliko, a ne. Pa ne, nisem nasprotnik, ampak dejansko se mi zdi, da, jaz sem sicer pristaš tudi, varčevanja z energijo, ne, tako da z večjo energijsko učinkovitostjo v Sloveniji, kjer imamo pa neskončno večji potencial kot pri vetru, a ne, bi mogoče tudi kazali v to sliko spraviti, a ne. Ne samo tisto več energije, ne. A veste, ekonomisti vedno rečejo, ne, neka projekcija, bomo rasli in vsak, leto rabimo 2% več energije, elektrike. Kdo pravi, ne, kdo pravi? Samo oni, ne. A veste, dajmo probati z isto elektriko narediti enako kot prej ali pa celo več, a ne, ampak to je pa spet druga zgodba, ampak ne vem, koliko se energetiki s tem strinjate, ampak potencial
pri računalni rabi energije sigurno imamo, ne. Ja, jaz mislim, jaz sem tehnik po duši, a ne, in, tudi tako, recimo doma imam, sončno elektrarno in hranilnik in ne, prej, ko smo govorili, kako se hladimo, ja, jaz se znotraj, belega dneva hladim, a ne, to se pravi, pridem, uporabljam sončno, energijo, ko pridem domov, pa ta elektrika prihaja iz hranilnika, tako da na neki način, ohranjam to ravnovesje tudi znotraj dneva, da sem skozi, iz obnovljivega vira. Pozimi, ko je pa te energije bistveno bolj, imam pa, uporabljam biomaso recimo, ne, ki je tudi na neki način, obnovljiv vir, energije. Ampak ja, zdaj pri vetru, tako kot ste omenila, a ne, kako transportirati to elektriko. Možnosti je več, a ne, tudi, da ti, narediš podzemni kablovod, ki se po posegu v bistvu zaraste in ni nekega vidnega vpliva več, ne. Seveda je pa tudi treba vedno umestiti v prostor in, Tukaj je pa zdaj, to pa je čisto vaše področje, spodnja Sava, a ne, eno tako priložnost, ali vi vidite kot priložnost in še ena od možnosti, da se na primer ob takšnih situacijah, kot smo zdaj, odzovemo na energetsko krizo zaradi ostalih sprememb, ali vojaških ali, okoljskih, no. Absolutno. Jaz mislim, da more biti, kot taka država, ne, Slovenija samozadostna, kar se tiče proizvodnje električne energije, ker to je vir, ki ga vsi potrebujemo v vsakem trenutku, 24/7 in smo odvisni, od njega. Težko ga je shranjevati, a ne, ker takrat, ko se proizvede, se tudi porabi, seveda imamo možnosti, nekega shranjevanja, ampak to vse stane in tudi je vprašanje izkoristka. Ampak ne glede na to, a ne, kar se tiče pa spodnje Save, seveda si mi prizadevamo, da se zgradi še ta zadnja hidroelektrarna Mokrice, ki, je v sklopu teh 5 hidroelektrarn bila planirana, da se zgradi, tako da, upam, da se bo to premaknilo. Že od, mislim, da 70. let prejšnjega stoletja je bilo pa itak načrtovano, da se zgradi tudi, hidroelektrarne od Ljubljane dol vodno do Zidanega mosta. To je pa projekt, ki je v, strategiji HSE-ja, kjer, imamo v trenutnem, strategiji, da se zgradijo spodnje 3 hidroelektrarne, se pravi v zasavskem področju, to so, Renke, Trbovlje in pa Suhadol. Za gorvodno, je sicer, še vedno, tudi naš, plan, ampak, nekoliko dolgoročno gledano. Tako da, ja, jaz mislim, da, izkoristiti, potencial, ki ga daje reka Sava, ki je izvirska reka, ne, v celoti, namreč z izgradnjo, in pa umestitvijo takega objekta se rešujejo tudi drugi ukrepi. V končni fazi, je vedno, zahteva koncesionarja, to se pravi, ko mi izkoriščamo ta energetski potencial, da je ta voda namenjena tudi za namakanje, a ne, turizem se razvija, in, seveda izkorišča se še ta energetski potencial. Namreč, ne, reka Sava je v tem trenutku nekje 25% energetsko izkoriščena. Recimo, Mura je 0, reka Drava, ta, nemejna, ne, je pa tam nekje 98%. In, glede na, danosti, ki jo imamo v Sloveniji, je seveda reka Sava ena, izmed preostalih rek, ki bi jo možno bilo še izkoristiti, in to si tudi prizadevamo, no. Ja, zdaj vam je dal na primer iztočnico, ne, se mi zdi, da če takole jasno povemo, kakšni so načrti, strategije, pa tudi cilji, kaj to prinese, a v kmetijstvu lahko takole na hitro povemo, kakšne so
ker to, da bi bili radi samooskrbni, je enako pomembno, kot ko gre za energetiko, ne, pa se nam potem zgodi vojna v Ukrajini, pa spet računamo, ne, kako Ja. smo in kako nismo, ampak prav veliko se v resnici ne spremeni. Potem pride pa še neka suša, ki nas še bolj udari, da ne greva zdaj v številke, koliko kmetij na leto propade, kakšna je povprečna starost slovenskega kmeta, ne, prej ste rekli, da je to oče, ki preda na sina, veste, takih je zelo, zelo malo, ne, Ja. ne vem, če sva pri 6% še, ne, potem, tako da, evo, Predana sina, samo pri kolikih letih. tako je, ja, ne, ja. Res malo tragikomično. Ja, izzivov je zelo veliko tukajle. Jaz mislim, da glede na situacijo, ki je bila in ki se ne bo veliko bistveno zboljšala, bo pač potrebno doreči tudi prioritete. Nad vodo, bilo je večkrat omenjeno, so bile akumulacije. Zakaj zdaj bomo imeli za gašenje, bomo imeli za kmetijstvo ali bomo imeli za turizem? Jaz mislim, da bi morala tukajle država pa jasno povedati, kaj je prva prioriteta. Za mene je prva prioriteta hrana. Potem je takoj energija. Zaradi tega, ker pač energijo rabim, da pridelam hrano, nenazadnje, in mislim, da ne bomo šli nazaj v kameno dobo, ne. In da smo pač navajeni tudi enega obdobja, s katerega se je zelo, zelo težko odreči. In pa, kar se tiče samega prilagajanja kmetijstva, tisto, kar sem že omenila prej, ne, od namakanja, od tistih ukrepov, ki jih imamo, seveda sajenje tudi sort, ki so, bom rekla, manj dovzetne na te sušne strese, na sušne razmere, na visoke temperature, ne. Si je pa zelo, zelo utopično zatiskati oči pa pričakovati, da pač to, kar smo letos doživeli, da pa v naslednjih letih ne bomo doživeli tako visokih temperatur, ne. In to pa bo lahko zelo velik problem, ne. Ne samo, bom rekla, tisto sušo pa pomanjkanje padavin mogoče 2-3 mesece, ne, ampak previsoke temperature. Nato pa nekako si zatiskamo oči pred to visoko temperaturo. Zadnjo besedo bom dal vam, pa se morda lahko vrnemo 20 let nazaj, ko ste rekli, da ste bili nekoč gostja in ste s podobnimi temami že nagovarjala publiko in tiste, ki so vas poslušali. Kaj bi rekli ob tem, kar zdaj živimo, kar zdaj vidimo, ne? Pa nič, saj bom kar pustil, da vi to dokončate. Ja, no, meni je zelo jasno, da je pač vztrajnost ali pa ta nepripravljenost na spremembe ključen, a ne, dejavnik. Imamo celo vrsto držav tudi v Evropi, ki so to vzeli resno in ki danes pravzaprav že celo, no, ne bom rekla, da imajo korist od podnebnih sprememb, ampak nič škod, a ne. Seveda vse te države so prvič naredile strategije in imele tudi ustrezne inštitucije, ne. Jaz tukaj opozarjam ves čas, da Slovenija inštitucije, ki bi se z usklajevanjem teh strategij, o katerih smo govorili, s pripravo, jo nimamo, ne. Mi imamo to, da vsako ministrstvo ima nekaj, vsak inštitut ima nekaj, da ne rečem, vsaka politična stranka ima malo zelenega programa, inštitucije, ki bi to držala skupaj, pa ni. To namreč ni Ministrstvo za okolje, da se razumemo. To je problem gospodarstva, energetike, to, kar danes govorimo, a ne. Seveda inštitucije, ki bi združevala po eni strani znanost, prakso in pa tudi politiko, ne. Recimo Pik Poznań, tipičen primer, vsak si lahko pogleda v Nemčiji, kako stvari izdelujejo, ne, tam je to na enem mestu, ko pride problem, znanstveniki ovrednotijo rešitev, potem rečejo ekonomisti, opa, ne, bomo mi pogledali, če se tole vaša rešitev izide, a ne, in na koncu še politiki to predelajo v to, da nekako ne striže s programi, ne, in je rešitev v enem tednu taka, ki je za večino ljudi sprejemljiva, ne. Brez te inštitucije mi problema ne bomo rešili, ne, kakor hecno se to sliši. Seveda rabimo pa tudi pomoč vseh, ne, nenazadnje gospodarstvo je tisto, a ne, podjetniki, ki morajo dejansko v podnebnih spremembah videti ne samo grožnjo, danes nismo nič lepega povedali, ne, ampak nenazadnje oprema za namakanje, to bo biznis, ne. Gradnja sistemov za karkoli, ne, je spet nekaj. Vse, kar je povezano z energetiko nasploh, se dobro prodaja, a ne, ampak v duhu ali prilagajanja ali blaženja, a ne. Tako da, seveda, ko je ta kritična masa podjetnikov, ki v podnebnih spremembah vidi tudi priložnost, zbrana,
potem se tudi jih politika premakne, ne se politika pleše tako, kot dejansko kapitala, ne, če temu rečemo, želi, a ne. Tako da jaz bi predvsem ta preskok želela, da se zgodi čim prej, ker zgodil se bo, ne. Ampak če se zgodi prej, bo to ceneje, bo to mileje, bo to bolj modro tudi, a ne. Ko bo že zelo pozno, a ne, takrat vemo, kakšne rešitve so, ne, ad hoc in pa zakaj bi kolateralno škodo trpeli, ne, če pravzaprav imamo stroko, imamo znanost, vemo, kaj bi, ne, dajmo to narediti, no, ker se dejansko splača, no, to bi bila taka moja zaključna misel. Hvala lepa vsem trem za obisk, za to, da smo nič lepega povedali, ampak vendarle ne dali tudi nekaj odgovorov, kakšne so realnosti in kaj nas čaka v prihodnosti. Hvala vam, da ste bili z nami, verjamem, da ste tole poslušali kje na hladnem, pomislite pa, kaj tudi vi lahko naredite za to, da bo vsem nam lažje. In kot je rekla dr. Lučka Kajfež-Bogataj na koncu, takšne razmere so tudi priložnost, upam, da kakšno priložnost v tem najdete tudi vi. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.